konopljo je možno dobiti kadarkoli, kjerkoli, kdorkoli. Bali so se teh subkultur, zato ker so bili pač mogoče malo bolj družbeno angažirani in potem se začela ta vsa vojna proti drogam. No. Kar hočem povedati je, da prohibicija pač ne deluje. To je dokazano. Na črnem trgu ne obstaja starostna omejitev. Dilerja ne briga. 12-letnik, če mu bo dal cash, bo lahko kupil. Mi potrebujemo boljšo regulacijo, ker trenutno regulacije ni. Noben pa ne bo povedal, počakaj še malo. Si še malo premlad za to. Ti bo lahko slabo na te vplivalo. Človek rabi informacije, da se lahko potem svobodno odloči, kaj bo s svojim telesom naredil. Ljudem treba dati informacije, da se bodo potem lahko sami odločili svobodno, kaj bodo delili s svojim telesom in kaj ne. Konoplja ne bi smelo biti politično vprašanje sploh. To bi moglo biti vprašanje stroke. Hej, preden se epizoda začne, bi te rada povabila, da se naročiš na najin YouTube kanal. Nama in najini ekipi bi to veliko pomenilo. Tisti, ki ste že naročeni, puno hvala. Zdaj pa se vidimo v naslednji epizodi. Uživaj. Pozdrav. Hvala, da si prišel. Ja, z veseljem. Da si se odzval v bilo, pa lahko kar začnemo. Kaj sploh je konoplja, recimo, da malo damo ozadja. Pa malo po vrste lahko poveš, kjer ima THC, recimo, oziroma... Ja, v glavnem tako. Konoplja je tudi bila v Sloveniji kulturna rastlina. Zdaj ta distinkcija, to se še kar zdaj mogoče ni vse mogoče najbolj razdeljeno, ko se govori o konoplji. Naprimer v kakšnih drugih jezikih imajo tu malo boljše razdeljeno, mi rečemo konopljo za pač celo rastlino, pa tu pa doskrat pač uvrščamo tudi same vršičke, pa pač preostale dele, ki so pač vsi v celoti uporabni. Definitivno je konoplja pač se da uporabiti res v mnogih industrijah. Za moje pojme najbolj uporabna za medicinske namene, pa tudi za industrijske namene, naprimer v Ameriki leta 1900, vse takrat se je začela vsa ta prohibicija, konec koncev, takrat so jo uporabili za svašta stvari, za tekstil, za gradbene materiale, že tudi takrat. Izolacija, dobro. Ja, izolacija, tudi zdaj malo bolj na novo. In to je bil takrat problem, zato ker so tu uvažali, to ni bila takrat v Ameriki kulturna rastlina. In je takrat prvič prišlo do prohibicije, zato ker so pač hteli zaščititi domači trg. Potem se je začela vsa ta vojna proti drogam. Problem je bil zato, ker so določene subkulture prevzele to rastlino kot svojo in seveda pač s konzumacijo. Torej, bolj te subkulture, ki so že takrat so bile pod neko represijo. In potem se začela ta vsa vojna proti drogam, zato ker pač seveda so se bali so se teh subkultur, zato ker so bili pač mogoče malo bolj družbeno angažirani v tistem času. Tudi v političnem smislu? Tudi, predvsem v političnem smislu, Kaj so pa sploh značilnosti tak za kanabis oziroma konopljo, veš, THC, CBD in podobno? Ja, to so kanabinoidi, THC, CBD pa še pač mnogi drugi. Mi imamo receptorje po celem telesu in se pač, naprimer, ni topno v maščobi, ni topno v vodi, topno v maščobi, imamo receptorje po celem telesu in pač se veže to na neke celice, na neke imunske celice. In ja, pač ima različne učinke na telo, pač pozitivne, tudi negativne. Kaj bi recimo rekel, kakšne pozitivne učinke? Lahko gremo kar po sekciji THC pa CBD. Ja, če začnem tako malo bolj laično pa semi-znanstveno dokazano, sigurno pač neka sproščenost, nekaterim pomaga lažje zaspati, nekaterim tudi predvsem uniči spanec, spet zelo odvisno od posameznika do posameznika. Potem za lajšanje bolečine, to je kar močno znanstveno dokazano. Pa nekje tudi pač tako določene raziskave tudi govorijo, da tudi malo protivnetno deluje, konoplja. Zdaj pa v medicini se pa
predvsem izključno trenutno rabi za zdravljenje trdovratne epilepsije pri otrokih, za multiplo sklerozo in za pač za terminalno bolne, za lajšanje bolečine. Ne. To je trenutno, pač, za kar se uporablja tudi v Sloveniji. Seveda pa zdaj tudi nekaj pri avtizmu, zdaj se izvaja velike raziskave, en slovenski zdravnik, zelo znan, je udeležen v tej raziskavi, to je mednarodna raziskava. In ja, je pa pač dejstvo, zato ker je raziskovanje precej ovirano, da pač... Ker je nelegalno ali kaj? Nelegalno je legalno. Ni da je prepovedano, ampak zelo, zelo omejeno, zato ker je naša zakonodaja na tem področju zastarela. In ja, naprimer pristojno ministrstvo ima diskrecijske, mislim, lahko tukaj diskrecijsko odloča, komu bodo podali dovoljenje, komu ne. In pač številni raziskovalci, raziskovalne institucije potem ostanejo pred odprtimi vrati. Že samo zaradi raziskovanja. Že samo zaradi raziskovanja in pogoji za, naprimer, uvoz, sploh te substance, za raziskovalne namene pač je zelo, zelo zahtevno, zelo, zelo časovno obremenjujoče. Pač ja, strogo, tudi je strogo, to se mi ne zdi čisto normalno, no. Zato ker pač še vedno spada pač pod droge. Ja. In ja, raziskovanje tukaj je tudi velik problem, no. Se to je eden izmed pomembnih razlogov, zakaj je bilo potrebno. Veš, kaj me še zanima? Tak pač osnova čisto, tako podlaga, ki bo potem lažje za razumeti. Ti imaš več vrst konoplje, ne? Ja. Torej, ena ima lahko, ne vem, več CBD-ja, ena manj, ena ima lahko več THC-ja, druga spet manj, ne? In te zdaj razlika med THC-jem pa CBD-jem je v tem, da THC ima psihoaktivne lastnosti, ne? Ja, tako. Torej, to bi lahko poimenovali kot po domače zadetost. Ja, tako. Kaj sploh je to zadetost, pa kaj sploh kot psihoaktivna snov to... Povzroči človeka, recimo. Povzročijo. Ja, v bistvu tako je. Industrijska konoplja, naprimer, je v Sloveniji, se da dobiti dovoljenje od Ministrstva za kmetijstvo. Pač mora imeti pod 0,3% THC in ima malo večje vrednosti CBD-ja, in tu se pač uporablja lahko industrijsko. Mene spet teh dovoljenj ni tako preprosto dobiti, ampak pač vsega da dobiti. Zdaj potem tista konoplja, ki se pa pač uporablja in tudi goji za medicinske namene, je pa pač bolj THC in CBD potentna. Zdaj imamo resnično ogromno, zdaj že nekih hibridov, pa je se ta rastlina že večkrat genetsko zelo, zelo spremenila in tudi, naprimer, za osebno rekreativno rabo poznamo ogromno strainov, tudi zelo, mislim, zelo se razlikuje, kako se goji, tudi če isto vrsta, kako se goji, pa tako naprej. To je neka mešanica. Ja. In zdaj za medicinske namene pa se uporablja isto konopljo, ja, kot sem rekel že, ki je pač THC in CBD potentna, če čisto poenostavim. Zdaj, zakaj pa to, no? Še vedno ni prav 100% jasno, kaj ne bi mogoče bile kakšni ne bili vsi ti parametri za medicinsko konopljo, ki bi pri določenih, mogoče boleznih pomagala. Zdaj tudi ta distinkcija, ali konoplja resnično zdravi ali pač lajša določene oblike bolezni, pa tako naprej. Tudi to je, mislim, ena dolga debata. Ampak ja, je pa pač pomembno, da je, če bi lahko temu rekel, full spektrum konoplja, ki se uporablja medicinske namene, in seveda pač naravno vzgojena, ampak ja, da ni neki preveč potem še predelana naknadno, zato ker se zdi, že tehnologija tako razvila, da se da karkoli narediti, to so potem ti sintetični kanabinoidi, pa ko gre ta HHC, pa še, mislim, vsak teden nekaj noga, pa stalno treba to prepovedati, ker tu pa zelo, zelo ni v redu. Ja. Prej smo že malo omenili te pozitivne lastnosti, kakšne pa so recimo negativne, pa verjetno se tu bolj nanaša na THC, kot smo rekli, dolgoročne uporabe za psihoaktivna. Ja. Mislim, seveda tisti, ki imajo pač neke, meni zdi najpomembnejša stvar tukaj je, da tisti, ki imajo neke predispozicije za schizofrenijo, lahko to je en pomemben trigger. Zato mogoče tisti, ki imajo mogoče to v družini ali pa pač neko predispozicijo, ni v redu, če to uporabljajo. Sigurno pri mladoletnih to zavira nek
kognitivni razvoj. Okay. Ne dobro vpliva na čelni reženj, na razvoj čelnega režnja. In ja, seveda pač lahko ob preveliki konzumaciji povzroča tudi zasvojenost. Poznam kar nekaj zgodb. Ja, sigurno je tudi to zasvoljiva stvar, kakor marsikaj drugega, ampak je pa pač znanstveno dokazano, da precej manj kakor alkohol, itd., ki je pač pri nas že kulturno zelo sprejeto. Obstaja ena raziskava, zdaj se ne bom spomnil, ne bom mogel citirati, ampak so raziskovali, kako pač neke substance vplivajo na posameznika in na celotno družbo. So kakor raziskovali škodljivost. In so ugotovili, da je alkohol, kokain itak pri vrhu, konoplja pač je pa precej za njimi. Jaz to čisto verjamem. Mislim, seveda vse znanstveno metodološko ustrezno, a ne bilo dokazano, ampak je pomembno gledati ta spekter, kako vpliva na posameznika in tudi kako to škoduje v bistvu, oziroma vpliva na celotno družbo. Verjetno pa tudi neka vsakodnevna dolgoročna konzumacija ni okej. Treba odgovorno konzumirati. Sigurno ni okej, to je zelo pomembno. Zelo pomembno je pač odgovorna raba, kakor ni okej, če bi vsak dan alkohol konzumirali. Kako bi sploh lahko to nadziral? Mislim, zdaj recimo, če pride do legalizacije, torej imaš ti lahko nekako 50 gramov, mesečno. To je na primer trenutno v Nemčiji. V Nemčiji recimo tako. Kako bi sploh to nadziral, da spet ne bo več? Da veš, spet ne bo se vse dvigovalo, zdaj recimo vse, ne vem zdaj, kako se to na nedovoljeni ravni, kakšne količine se jemljajo vseeno zdaj, ampak kako bi se lahko to reguliralo? Mislim, za moje pojme 50 gramov ni malo, na posameznika. Ja, na mesto. Ja, to res ni malo, ampak spet vsak po svoje, smo si tudi različni. Pa potlej vseeno postaneš lahko imun, mislim, niti več določena doza dovolj, pa greš na več. Sigurno. Regulacija, tukaj je pomembno, trenutno regulacije ni. Trenutno je pač prohibicija. Prohibicija, že vemo od prohibicije alkohola, v prvi polovici 20. stoletja, v Ameriki, kaj je bilo tam 1920 recimo, tako prohibicija alkohola. Vemo pač, da to ni delovalo, V bistvu takrat so se spet zgodbe, ampak tisto močno pripomoglo k temu, k organiziranemu kriminalu, prohibicija alkohola. No, se zdaj to ni važno, ampak kar hočem povedati je, da prohibicija pač ne deluje. To je dokazano. Ne deluje. Konopljo je možno dobiti kadarkoli, kjerkoli, kdorkoli. Trenutno kljub kdorkoli. In pač na črnem trgu ne obstaja starostna omejitev, kdo lahko to kupi. Dilerja ne briga. 12-letnik, če mu bo dal cash, bo lahko kupil. Niti verjetno kvaliteta, Tudi kvaliteta zelo vprašljiva, ker zdaj je vedno več sintetične konoplje, ki je pač stranski učinki so bistveno hujši, kakor pa naravna konoplja. Vse stranski učinki lahko glavobol, ne vem, pospešen utrip srca, panični napad itd. pač. Spet, kakor čisto pri vsaki stvari, če odpremo zdravila od lekadol, ki ga verjetno vsi vsake toliko vzamemo, vidimo te stranske učinke, se moram prekrižati, polk to vidimo, zelo pogosto, kaj bi se lahko zgodilo. Malo pretiravam zdaj, ampak stranski učinki konoplje, sintetične konoplje ali pa pač tudi mogoče na ulici rečeno špricenija, to mislim, stranski učinki lahko precej hudi in zelo, zelo nevarni za posameznika, zato pa pač vsako leto 50, 60, 70 primerov na toksikologiji, na UKC-ju, za strupitev iz konoplje. Torej, slišal sem eno dobro anekdoto, povezave legalizacije pa varnosti. Recimo, alkohol je legalen in ga zato tudi recimo smatrajo kot nekaj varnega ljudje. Trava oziroma pač konoplja je trenutno nelegalno, oziroma dekriminalizirano, ali kako je trenutno. In to pomeni, da ljudje to povezujejo kot vseeno nekaj nevarnega, torej z zadržkom sprejemajo to. Bi rekel? Čeprav, kot si prej rekel, recimo, čeprav kot alkohol vpliv na družine, na družbo, ima vseeno dosti večjo negativne efekte, kot pa recimo trava, ki je pod tem. In kaj bi ti, mislim, dodal tu, glede tudi stranskih negativnih učinkov, ki bi trava pač lahko doprinesla, ne vem. Mislim, tukaj je že en problem, zato ker bi bilo pač raziskovanje
ne vem, od te konvencije UN, tam v 60-ih naprej, pač je bilo raziskovanje skoraj da neomogočeno povsod. In pač čudno, da potem ne vemo mogoče toliko dost o tej substanci, kakšni drugi je bila dovoljena. V Izraelu ni bilo te prepovedi. Zato Izrael je zelo, zelo napreden, kar se tiče konoplje raziskav. Je tam ta trg zelo, zelo, zelo močen. Da odgovorim na to vprašanje, jaz bi še tukaj bi poudaril še tu, da ko govorimo o legalizaciji, Ja, da tu bi rad bi ostal pri legalizaciji zdaj. da to ni odsotnost pravil. Ja. Mi potrebujemo boljšo regulacijo, ker trenutno regulacije ni. Imaš mogoče kakšen primer dobre prakse v tujini? ali pa- Primer je zdaj lahko rečemo Nemčija. To se mi zdi ok primer, ampak spet, tu ni neka absolutna rešitev. Zakonodaja mora biti živa stvar, se prilagajati na potrebe družbe. Zdaj, če vidimo, da prohibicija ne deluje, pač treba to spremeniti. Se mi zdi, da velik problem je tukaj pri ljudeh, ki mislijo, da če se bo zdaj spremenilo zakonodajo na tem področju, zdaj pa bo lahko vsak kadil, kjer bo tel, vsak bo lahko kupil, kadarkoli, pač temu ne bo tako. Srčno upam, da temu ne bo tako. Zato, ker pač v Nemčiji, kako so zdaj uredili, naprimer tej kanabis klubja, ki se lahko pač včlanijo, posamezniki morajo biti ne vem koliko daljni od športnih objektov, od objektov, kjer se zadržujejo mladoletni, tako naprej. Prepovedana je konzumacija me zdi, da je dovoljeno po določeni uri, no, vseeno spet se zelo razlikuje po celi Nemčiji, ni povsod prav natančno isto ureditev. Na območjih, kjer se pa zadržujejo mladoletni, pa se tam ne sme konzumirati. Pa tu je časovna omejitev, ja, ne? Ja, časovna omejitev, lahko samo po določeni uri. Ja, To se meni zdi sigurno Boljše kot zdaj, ne? korak v pravo smer. Ja. Vsi se mi pomembno, da lahko vsak posameznik pride do konoplje, seveda pač na določeno starostno mejo, recimo do 18 let, do varnega izdelka, ne pa, da smo propuščeni črnemu trgu. Pol pa kaj pa lahko človek dobi, konoplje, pač tega pa ne vemo, ker noben ne bo delal analiz tega, ker pač nemogoče, za enega posameznika, da bi to naredil. In kako misliš, da bi legalizacija trajala sploh vplivala na črni trg? Mislim, sigurno bi se črni trg zmanjšal. Zdaj pa se mi zdi, da malo naivno verjeti, da ne bi več obstajal. Ja, to je res. To je res. Se tudi črni trg za alkohol obstaja, če smo iskreni. Mislim, koliko je vinarjev, ki ni prijavljenih. Ampak pač to noben, mislim. Ja, tu sem včeraj glih, ko sem iskal, sem videl zanimiv podatek, da v Kanadi so prvo leto po legalizaciji v državno blagajno privedli do, mislim, da okrog milijarde evrov. Ja. Zaradi pobiranja davkov, pa ne samo v nekih kanabis trgovini, ampak tudi industrijskih izdelkov, kot smo že prej vse omenjali, pa raziskave, pa medicinske namene. Hotel sem se samo dotakniti, da vedno, ko slišim legalizacijo, mi je ta prizvok, da smo mi zdaj v državi dali pobudo, da je to zdravo, da je to v redu, da je ta droga oziroma uživanje trave ali pa tudi kjerkoli drugo varna. Tako. Kaj pa se še ne zdi vseeno v redu poudariti, da ne v prekomernih količinah ni varna, tudi si rekel starostno mejo, ni varna, kljub temu, če je legalizirana ali pa ni. In ko smo zdaj našteli te pozitivne stvari legalizacije, bi bilo vredno poudariti, da z legalizacijo mi ne bomo nič kaj več podpirali nevarne uporabe, bi rekel. Mislim, za moje pojme je tu ta sprememba zakonodaje korak v smer, kjer bo pač se bo spodbujala bolj varna uporaba. Tukaj je pomembna družbena soodgovornost. In da so ljudje izobraženi, kaj lahko povzroča konzumacija konoplje. Mislim, trenutno, a kdo kaj zasledi, kakšno opozarjanje, izobraževanje, mogoče tudi v institucijah, ne v osnovnih šolah, srednjih šolah, da se govori o tem. Ne, šans. Tega se bi več Ni šans, pač noben ne bo o tem govoril. Ampak bodo pa prišli čisto vsi v stik s tem, že na osnovnih šolah. Noben pa ne bo povedal, počakaj še malo, si še malo premlad za to. Ti bo lahko slabo na te vplivalo. Mi rabimo informacije. Človek rabi informacije, da se lahko potem svobodno odloči, kaj bo s svojim telesom naredil. To pa ne more noben preprečiti človeku, da bo pač
ali bo ali ne bo konzumiral. Ne. Ker li fura v tem, že zdaj se lahko odloča. Ampak Seveda, pač seveda. je- Še, mogoče malo bolj, pač še malo lažje dostopno je, kot bi bilo potem, če se spremeni zakonodaja. Ne. Si prav to je dejstvo, da mogoče ne maram več toliko uporabljati legalizacija. Meni je bolj všeč modernizacija zakonodaje, ker mi rabimo zakonodajo, ki je primerna za današnji čas, za današnjo družbo. Ne. Prohibicija to ni. Ja, tako, trenutno je prepovedano, Ja. ampak pač je dekriminalizirana. Ja. Bi si pa želel, da če kdajkoli pride do legalizacije, da bi imeli te postavke, ne, tu ni vrejo, tu pa tu, tako smo prej naštevali, da bi še vseeno opozarjali, da tako pri alkoholu recimo, da ni ok prekomerne količine. Pa, Definitivno, pa tudi že pri dekriminalizaciji, kar si omenil. Mislim, spet, pač zakonodaja ni urejena v Sloveniji, kar se tiče tega. Ne. Lani smo naredili eno obsežno raziskavo, ker z marihuana maršem ogromno, lani smo res ogromno raziskovali, letos smo manj, ampak še vedno. Ne. Preprosto ni nikjer zapisano, dokoliko, koliko moraš imeti ti pri sebi konoplja, ne, da ali boš šel potem na sodišče, ali boš samo dobil pač neko kazen kot prekršek. Načeloma v bistvu policaj se odloči, da lahko presodi, on tu uporablja za enkratno rabo, neka taka distinkcija je, za enkratno rabo, torej če ima seveda po begicah, tu v neki torbi, pač verjetno se lahko sklepa, da tu diler, pa pač ima drugačen postopek, čisto legitimno po eni strani. Če pa pač ima nekdo rizle zraven, pa pač grinder, potem takem ne bi to bilo, ne vem, za enkratno porabo. In potem pač lahko v bistvu To je za te dekriminalizacije. recimo tudi ta dekriminalizacija, v bistvu, da ni takoj kazenski postopek, uporaba tega. In pa pač so potem neke kazni. Kaj pa te razlike, kaj so ključne razlike med dekriminalizacijo pa nelegalnostjo? Mislim, dekriminalizirano je v bistvu imeti v posestvu, res majhne količine, ker se lahko smatra kot za enkratno osebno uporabo. je samo denarna kazen, Je samo denarna kazen, je se smatra kot prekršek. nimaš kao zavedeno v kartoteke, ti ne vpliva, tako sem jaz bral vse. Tako, ja, ti ne vpliva, ker če bi bilo pač to neka kazenska zadeva, pa pač bi vplivalo. Nelegalnost pa torej niti ne bi smel nič imeti, ne? Torej niti, recimo to, da bi te nešče... Aha, da bi bilo kriminalizirano. Ja, recimo, da te nešče dobi, da imaš travo, kot je on rekel, recimo, pa imaš grinder porek, pa je to torej nelegalno, zdaj, če je nelegalno. Nelegalno je že zdaj. Mislim, še spet ta legalnost, en velik del zakonodaje, kar se tiče na področju konoplje, pač, opredeljuje. Mislim, zakonodaja ni urejena, ni urejena, zato ne vem, recimo, da smatramo, da je nelegalna. Trenutno, gledam, torej ne smeš gojiti doma, paradižnik lahko gojiš doma. Paradižnik bi lahko bil potem taken legalen, ampak ne bom tega primera, ker pač vseeno se pač konoplje smatra tudi kot narkotika. Ne morem tega primerjati, ampak pač tu je rastlina, ki je legalna popolnoma v vseh pogledih. Pač konoplja ne bo nikoli tako, si lahko Vedno bodo neke omejitve, ne? Se mi zdi, da bo vedno pač regulirana, ker pač mora biti, ker so psihoaktivne substance in pač psihoaktivne substance. So regulirane za nek vsesplošen well-being nekih državljanov. Vprašanje je samo pač, kakšna mora biti ta regulacija. Kakšna mora biti ta regulacija, da pač spet se sklada s potrebami naše družbe in tako naprej, pa pač, da bo nekako te negativne učinke zmanjšalo. Pa misliš, ker dosti krat je vprašanje, da legalizacija trave lahko privede do večjega števila uporabnikov. Ti misliš, da je to res? Spet se mi zdi, da pač so raziskave, ki temu pričajo za in proti. Prvo kot prvo je sigurno imamo razvite metodologije, da lahko pač kar natančno raziskujemo tudi pač ilegalne substance. Ampak jaz bi verjel, da mogoče odvisno spet kakšna je sprejema te regulacija. Če pač neka popolna legalizacija, da govorimo, da pač ni dobro regulirana, bom rekel. Jaz bi verjel, da mogoče lahko malo narase.
kar se tiče osebne rabe, to moramo tudi malo razločiti, ne, tisti, kar rabi res izključno medicinsko osebno rabo, pa če je potrebno to razločiti. Mogoče bi lahko malo naraslo, ampak dolgoročno pa vse študije kažejo, da pač se zmanjša uporaba, zato ker se poveča odgovornost, a ne, in so ljudje bolj izobraženi, pač vejo, da pač neka prekomerna uporaba ni v redu, a ne. Se tudi zdaj se ve, ampak mi rabimo informacije, da se lahko potem odločimo, a ne, o nekih zadevah in spet pač neka represija, pa tako naprej, na to nič dobrega ne vpliva. Je pa medicinska raba, pa rekel, da bolj, ko se govori, da se poveča uporaba, pač poveča se pa v medicinske namene, to pa definitivno, to pa tudi v Nemčiji, pač v Kanadi, pa tako naprej. V medicinske namene pa se poveča. Kar je pa pač pozitivno, ker to je pa ultra regulirano, ne? To ti pa pač mora zdravnik prepisati, ne? Kdo pa boljš ve, kot pa zdravnika. Ne? To mi je bila dobra istočnica, ker vedno, ko sem videl to legalizacijo, sem imel v glavi mlade oziroma mladoletne posameznike, ki zdaj vidim, da imajo, ne vem, težave z ali cigareti, pač samim nikotinom, od vejpov do fug, do cigaretov, pa tudi do alkohola in pa tudi drugih odvisnosti in vidim, da imajo kar probleme s tem, pa vse recimo legalno tega. Bi, če pride do legalizacije trave, jaz bi definitivno spodbujal izobraževanju, pa tudi sami pomoči mladim, ker smo v nekem boomu teh odvisnosti, tudi internetnih doseg, ne. Definitivno. Ker verjetno se bi povečala uporaba, ne, ampak bi pa res probal stopiti. No. Samo če so mladoletni, verjetno ne bi bilo bolj regulirano, kot je zdaj. Mislim, že s tem, da se zmanjša črni trg, sigurno pač bodo mladoletni teže to dobili, ne. Tudi pač, če se bo povečalo izobraževanje, ker bi se moglo v vsakem primeru, tudi če se zakonodaja ne bi spremenila, ne, ker pa jaz verjamem, da se bo, sigurno bo tudi to pozitivno vplivalo na vse skupino. Je pa tudi to dejstvo, da pač, kar je še pomembno izpostaviti, je, da sigurno so uporabniki diskriminirani. Ne. Mislim, eno je tudi, da že, se mi zdi, da narava, a ne, človeka, zakaj imamo pač pravne sisteme, ne? Da se pove pač, kaj je prav, pa kaj ni prav, kaj je dobro, kaj je slabo. Ne? In te sankcije so lahko pač, ne vem, da greš v zapor, da pač plačaš neko kazen, ne, denarno itd. Sigurno pa tudi družbena sankcija ta, ne, ki je pač na nas zelo, zelo pomembno vpliva. Ne? In ta družbena sankcija pa je pač to, da pač, a ne, da se diskriminira, a ne, uporabnike konoplje. Sigurno to ima tudi to korelacijo s tem, ker je pač še vedno prepovedana, a ne. In že sam zaradi tega pač nekdo dela nekaj prepovedanega, ne, jo pač družba sankcionirala, ne, na svoj način. Ne vem, če ne drugo z nekimi besedami, a ne, pa pač dobro vemo, da marsikdo ne tolerira konoplje, ne, že sam zaradi tega, ker je prepovedana, pa lahko sploh ne ve učinkov, nekaj so probali, pa tako naprej. Ne. Tako. Katere države imajo že prakso z legalizacijo? Mislim, tako, v United States, ne, en del držav, določene države imajo urejeno zakonodajo na tem področju, potem Urugvaj, na primer, potem še Kanada, potem tudi po Evropi imamo nekaj, ne, v Aziji tudi. Nizozemska je tudi, ne? Nizozemska, to je en zanimiv primer. Oni nimajo urejene zakonodaje na področju konoplje, oni so se samo odločili, ne, da pač tega ne bodo preganjali. Pika. Tak. Ja. V bistvu tam zakonodaja sploh ni urejena in zdaj so se mogoče malo počasi bodo začeli to urejati. Ne. Pač tudi pri njih je, ne vem, Amsterdam eno tako hedonistično mesto, ne. In mogoče tudi že sam zaradi turizma, ne, to mogoče mu pustijo, ne vem, ugibam, to je eden izmed razlogov. Dejstvo pa je tudi, da spet to je, ni zdaj to dokazano, ker bom rekel, ne, ampak pač imam ene prijatelje, ki študirajo tam, pa so mi doskrat rekli, da pač tam med mladimi se pač konoplje ne nekaj ful konzumira, pa bi nekdo mislil, wow, tam pa vsi kadijo, ne. To je bolj za turiste, ti coffee shopi. Da grejo tja, pa pač nič te ne preganjajo v miri. Ja, pač je nek experience, ki ga pač drugo po Evropi ne moreš zareči, ne. Za državo je to kar dobra turistična panoga v smislu pobiranja davkov oziroma polnjenja državne blagajne. Pa še ena zadeva, kako ti coffee shopi dobijo konopljo, pač tu ni nič urejeno, načeloma tu ilegalno, a ne, ali pridelajo oziroma vozijo, ali pa. Kar je pa še meni ful zanimivo, no, sem že te prej izpostaviti, ker se govori pa o konoplji, pa tako, a ne, se mi zdi, da je eno tako popularno mnenje,
kaj je razlog, zakaj je treba urediti to zakonodajo. Marsikdo reče, ja, da bi se pa pobralo davke, ne. Kadar pa pride do konoplje, pa so davki super, pa dajmo si pobirati te davke. To je čisto smešno, nekaj dvoma, da bi za bilo kaj drugega rekli, ne. Ker nekaj pa vse ful zanima, koliko bo v državni blagajni. Ampak lepo, ne. Ja, sigurno bi se pač lahko nekaj nabralo, ne. Ena študija bila nekaj, pa smo mi jo še malo razširili, no, malo liberalizirali, mogoče kjer med 30-40 milijonov, ampak spet ne vemo, koliko bi se povečalo v medicini, ne. Ja. Itd. Pač, ne vem, Koliko bi se prodalo, ne? Ja, na podlagi, koliko se zdaj za osebno rabo, ne, konzumira, pa sej iskreno sem že malo pozabil to raziskavo, ki smo delali, pa sem bil sam malo deležen pri tej raziskavi, ampak ni spet, da bo tu spremenilo, ne, gospodarstvo Slovenije, ne. Takrat sem videl, da 2018 milijardo. So imeli z prodajo, torej. Oziroma po legalizaciji. Zdaj pa kaj vse v to všteto. Ja, se bolj tu, me zanima, kaj vse v to všteto, ker če je verjetno še medicinska konoplja, to je pa pač kar Ja, pa se povišalo. Ker verjetno tudi v Sloveniji se mi zdi, ne me zdi narobe razumeti, ne. Sigurno tudi tu eden izmed razlogov, a ne, mislim, če se že toliko na veliko 20-30% Slovencev konzumira konopljo, a ne, in če pač Pa to je kako starostno? 20-30? Vse? Generalno. Ali od 18 do 50? Od 15 do 64. Ja. Okay, tak. Da za 30% Slovenije, sigurno pač bi bilo to en lep priliv, a ne, v naš državno blagajno, a ne. Če bi pač neke trošarine verjetno bile podobne, kakor pri cigaretih, a ne, vem, nekaj v tem smislu. Tudi ta študija, ne, to so moji profesori, no, na ekonomski fakulteti so delali to študijo. Se ne bi splačalo gojiti v Sloveniji konoplje da bi se prodalo, kakor za rekreativne osebne namene, no. Zato, ker malo premalo volumna, no, za to in še tudi cena pač na trgu bi mogla biti verjetno čisto malo višja, kakor je trenutno zdaj na črnem trgu, ne. Ker verjamem, 15 € na gram noben ne bo dal, a ne. Ja, bi bili, če ne bilo zelo težko konkurenčno, ne, pa tako, ne vem, za medicinske namene pa bi definitivno je pomembno, da bi se kultiviralo v Sloveniji, no, glede na to, koliko tehnologije imamo, pa kako imamo razvito kmetijstvo, pa tako naprej, ne. Pa tudi konec koncev z osebno rabo, ampak potem takem nisem rekel, da bi bilo to nemogoče, ampak pač verjetno bi bilo samo res peščica podjetij, no. Se mi zdi tudi ljudje zmotno verjamejo, da bo zdaj pa kar lahko vsak nek SP odprl, pa neki gojijo, pač to ne bo tako, nikjer ni tako. Če kdaj je bil tisti referendum lani? Lani, ne? Kako je zdaj stanje s tem? Tisti posvetovalni referendum, ki sta bili 2 vprašanji? Ja, eno leto je že skoraj da mimo, ne, in nič se ni spremenilo. Tako da mi zdaj na polno pač delamo pritisk, kolikor lahko, ne. Ja. In zdaj zato pa je naslednji teden v četrtek največji 17. aprila največji protest do zdaj. To je letos cilj, da največji protest do zdaj za legalizacijo oziroma za spremembo, za modernizacijo zakonodaje na področju konoplje. Dosti ljudi, ki se reče legalizacijo, misli, da je to odsotnost pravil. Tu ni odsotnost pravila, ne. Ja. Tako da modernizacijo za zakonodaje na področju konoplje in ja, na kongresnem trgu Parku Zvezda je dejstvo čisto političnega vidika, da pač zdaj koalicija, a ne, volitve so naslednje leto, koalicija ni več dosti časa in s tem, ko so naredili te referendume, a ne, v času evropskih volitev, je bilo milijon očitkov, so imeli, a ne, da je pač to bilo bolj da spodbudijo, a ne, svojo bazo volivcev, da pridejo na evropske volitve, a ne. Ne vem, koliko se jim je to iskreno obrestovalo na koncu, kakšni so bili rezultati, a ne. Ampak, ja, sigurno, tudi če je bil to posvetovalni referendum, pa ni zavezujoč, a ne, je sigurno to ena obljuba državljanom, no. Se konec koncev kaj politike pomenijo, da so pač ponovno izvoljeni, ne. Ja. Zakaj pa misliš, da se ni nič premaknilo nikam še? Zato, ker je tu ni spet tako preprosta stvar, čeprav je bilo že več različnih zakonov v zadnjih 15 letih, recimo, no, narejenih strani različnih strank. Okay. Ja, pač politika, ne. Vemo, v Sloveniji se težko kaj resnično tako ful progresivnega na hitro premakne, ampak jaz verjamem, da bo zdaj zelo, zelo kmalu, no. Ker sem rekel, obljuba državljanom, obljuba sem tistim, ki so glasovali za, a ne. Zanimivo, da je bilo čisto v vsakem volilnem kraju bilo pač pozitivno. Ja, za ureditev zakonodajnega področja pač medicina, ne. Medicinske konoplje je bilo čez 50%, ne.
za osebno rabo ni bilo, čisto v vsakem kraju, ampak vseeno je skoraj 52%, no, nekaj takega, kar je pač. Je to dovolj, ne? Dovolj, da je to živim v demokraciji, volja državljanov jasna in zdaj pač treba nekaj spremeniti. In definitivno, mislim, smo tukaj vsi vsi državljani, vsi tisti, ki smo glasovali za, ne moramo probati nekaj narediti v tej smeri, da pač naredimo pritisk na odločevalce, ker drugače pač sigurno imajo oni v svojem pipelineu, ne, da to spremenijo, zdaj pa je samo dejstvo, kaj bi jim predstavljalo večje probleme, da ne spremenijo in kaj v bistvu najbolj briga njihovo volilno bazo oziroma nasploh pred državljane. Prav zato je pomembno, da se kar se da družbeno aktiviramo na tem področju, če resnično hočemo, da se kaj spremenilo, pa nečem zdaj biti nek špekulant politični, ne, ampak verjamem, da bo težko trenutna koalicija, glede na to, kako se vse premika po celem svetu, ne, politika pa nasploh v Evropi, vse bolj desno stran, ne, da je zelo pomembno, bi tu kar pomembno vplivalo na njih, ne. In se mi zdi, da bo kar fajn, da bodo dobili oni še mandat, tako da za moje pojme je to skoraj neodločilni trenutek, no, v naslednjih nekaj mesecih, ali bo se kaj spremenilo na področju, zakonodaje na področju konoplje, ali ne. To mi je bilo vedno zanimivo, zakaj bi sploh kdo glasoval ne za medicinske namene. Ja. Vem par primerov, ko si res nekateri bolniki lajšajo bolečine z konopljo in vedno sem se probal tudi v vlogo tega bolnika postaviti, ne. Razumem, da je kdo skeptičen za osebno rabo, čisto. Sam sem tudi, zdaj, ko sem se pripravljal, sem komaj svoje lastno mnenje si probal ustvariti, pa sem bil kar prej skeptičen, ampak za zdravstvene namene pa sem že odprej imel te slike bolnih ljudi v glavi, ko nekateri so res na smrtni postelji si lajšajo bolečine. Ne. Mislim, jaz tako bom rekel, sigurno, če nekaj pomaga, a ne pač, tudi če katerakoli druga substanca, ki je, ne vem, lahko zelo, zelo, zelo škodljiva, bistveno bolj kot konoplja, pa če pomaga pri neki bolezni, vseeno se lahko jo uvozi, ne, in se pač pol uporablja, ne. To, kot rekel, last resort, zdravilo, ne, potem. Nekako jaz lahko razumem, no, in probam razumeti definitivno, tudi vse razloge proti, spremembi zakonodaje na področju konoplje. Moj je bil največji strah teh mladih, recimo neodgovornih posameznikov, da jim bo to dal znak, da je to okej, recimo, in da bo zaradi tega povečanja konzumacija pri mladih. To je bila moj skeptično mišljenje največje. Naprimer, še je. Kateri so argumenti, pa da je malo smešno, da pač, tu zdaj govorim, pa kateri argumenti so za medicinsko konopljo, ki pač, sem jih že slišal, zakaj so ljudje proti, ker bi lahko marsikomu bil no-brainer, da pač je tu pa tudi iskreno vse desne stranke v Sloveniji so za, ampak ne vem, nekdo, ki je skeptičen malo do znanosti, kaj pa če bodo čez 5 let ugotovili, da THC tako vpliva, konc koncev za čisto vsako stvar, tako rečemo, Mislim, tu so bili najbolj pogosti razlogi, ki sem slišal tisti, ki so bili tudi proti medicinski. To je bila pol alternativa, da se znanosti nameni več raziskav. Točno to in pač zato treba razbremeniti omejitve, da se lahko bolj raziskuje, ampak pač zaenkrat niso ugotovili, da so ugotovili, da v določenih primerih določena količina te substance pač pomaga. Je treba zaupati znanosti. Pač konoplja, kar se tiče, konoplja ne bi smelo biti politično vprašanje sploh. To bi moglo biti vprašanje stroke. Vprašanje stroke. Ja. Kako pa stroka odreagira na to, mislim, kako so zdravniki? Na katero smer se nagibajo, tako tu pri nas v Sloveniji, recimo? Zdaj bom kar oštrno. Jaz sem se kar dosti aktiviral med tem referendumom in sem bil razočaran, kako je pač en del stroke, ki je bilo večkrat očitno pod vplivom desnih strank, kako se nastoplja proti. In en del stroke, ki pač jih tudi poznam, pa dobro vem, da sem raziskujel konopljo že en velik del svoje kariere, so se pa niso želeli izpostaviti, preveč, ne govorim za vse, za določen del, si niso hteli preveč izpostaviti, zato ker pač se
Ne vem, če se vključi v neko raziskavo, ne, pa potem se lahko kakšno sredstvo, kdaj tudi izgubi, a ne, če nekdo vpliva. Mislim, to je politično vprašanje, to je žalostno, ne, tudi NIJZ, pa Ministrstvo za zdravje, ne, mislim, to je politično vprašanje tudi pri njih, ne. A je kdo slišal NIJZ, da bi se kaj oglasil, kar tiče konoplje, kadar ni konoplja politično barvana tema, torej, v času, ko ni referenduma, jaz jih nisem slišal, pa se s tem ukvarjam kar resno. Zelo, zelo redko, ki slišim od njih. Ne. Kadar je pa pač bilo to referendumsko vprašanje, pa oni ne bolj glasni, tu ni v redu, levo, desno, gor dol, ne, brez nekih težko znanstvene podlage. Sigurno je NIJZ pristojen za nek well-being, ne, naših državljanov, ampak tukaj je bil njihov pristop popolnoma napačen času referenduma in pač je bilo videti ene močne politične vplive. Ne. Lahko še tukaj nekaj dodam, no, da ko so bili pač različni intervjuji, pa različni prispevki, ne, različnih medijev, ko so določeni zdravniki govorili o konoplji, prav se spomnim, ne bom poimensko, niti se ne spomnim, če sem iskren, ampak toksikologija UKC, se je govorilo, jaz zmeraj vsako leto več primerov. Ne. Ja, mislim, to je pač točno to, ne, vsako leto več primerov, hvala pač. Treba to urediti, mislim, prohibicija nič boljš ne bo, nič boljš, kvečem slabše. Glede na to, verjetno tudi vi dva videsta, ne, koliko vedno več se nekih pač substanc konzumira, tudi med mladimi, ki gre ven. Alkohol, joint, to je že kar malo tako, ne. Mislim, da kar, mislim, ne vem, no. Normalnega bi rekel, ne. Ja, Da vidiš nekoga s tem. Ja, jaz bi v sklopu te legalizacije probo še, to mnenje imam, da je res pomembno, da mladim se to ne normalizira, da ni to stvar zdravja oziroma aktualnosti, da ne postane to popularno v smislu, da se bo povečala uporaba samo zato, ker je legalno, ampak da bi se, moj idealni scenarij je bil, da se bi zmanjšala uporaba med mladimi, ja. ker tem res najbolj škodi že na možganske, dolgotrajne. Pod 18 let za moje pojme sploh noben ne bi smel. Ja, seveda. Nikoli. In res ne bi rad, da legalizacija to sporoča. Ne, se strinjam, se čisto strinjam. Ja, manj ti? Ne, isto, se to glih mi je, pri legalizaciji mi je to glih najbolj všeč, da je bilo to bolje regulirano, kot je zdaj, ne. Ja. Mislim, bolje regulirano, boljše regulirano. Boljše regulirano. Bi jaz rekel, no. Se tu lahko tudi pomeni bolj regulirano, ne. Ja. Mislim, ker zdaj trenutno prohibicija tu sploh ni regulacija za moje pojme, mislim, a veste, kaj čem reči. Ja, če je alternativa črni trg. Ja, to je alternativa, črni trg. Pač na tem nismo boljše, ne mi, ne država, nobeni na boljšem. Sam črni trg profitira od tega. To se strinjam, ja. Tudi iskreno ni še prav ful veliko dokazano, kje ful pozitivno vpliva, ne. Tu še vse v teku, kot sem rekel, pač nedolgo nazaj se malo razbremenilo, tudi da se da raziskovati, ne. Imamo pač potrjene, kot sem prej rekel, za trdovratno epilepsijo pri otrocih, pa za multiplo sklerozo, pa za terminalno bolne, za lajšne bolečine, ne. Mislim tudi, da Parkinsonovo nekaj. Ja, tudi, pa pri avtizmu, pa tako pač je, ampak tudi za lajšne, ne vem, za glavobole, pa za insomnijo mogoče, pa tako mislim. Zdaj pa pač vprašanje, kje so se tu ne uporablja probleme, ker nimamo klinične prakse razvite, ne. V Sloveniji sploh. Problem je tudi, ker na medicinskih fakultetah, ne, se pač ne učijo o tem. Se tam ne uči. Kako potem nek zdravnik, ne, ki je sigurno, ne, je, tudi če pač ima, mislim, če ima dosti znanja o tem, bo to komod predpisoval, ne, ampak če pa nima, pač seveda ne bo predpisoval nič, kar je v povezavi s konopljo, ne. Ja. Kaj pa so lahko negativni stranski učinki, recimo, če mladoleten začne na osebni ravni konzumirati to? Ja, kot sem rekel, mislim, sigurno to zavira kognitivni razvoj. Dobro. In ja, frontalni To korteks. kot splošno, vrej. Ja, mislim, Jaz imam kar en primer, ko je en moj kolega je zapadel v to not in mi ga je bilo hudo gledati, ker sem bil že, lahko rečem, družili smo se v začetku že z njim in on je res to neodgovorno konzumacijo
ni odgovorno konzumiral in trenutno je zapadel. Ja. V smislu je bil v teh 10% ljudi, kaj postane odvisnih oziroma od te droge. To je recimo ena taka proti utež temu vsemu, kaj smo zdaj govorili, ampak vse, kot sem rekel, ne vem, če je to stvar legalizacije, ampak odgovorne uporabe. Mislim, dejstvo je, da čisto od vsake substance se lahko človek zasvoji. Ja, ne. tako. Torej, tudi ne kemična zasvojenost, a ne. In zasvojenost, ne vem, tudi od hrane, ne, od čokolade, ne vem, karikiram malo, pa pač mislim, od vsega se lahko človek zasvoji. Nekatere substance so bolj zasvoljive, nekatere so manj, a ne. Je pa pač dejstvo, da je tudi tukaj vpliva na to, kako se pač, kakšno je sporočilo, ne, pristojnih organov, odločevalcev, tudi pač v teh substancah, kakšna zakonodaja, kako to ureja, ne. In ja, ljudem treba dati informacije, a ne, da se bodo potem lahko sami odločili svobodno, kaj bodo delali s svojim telesom in kaj ne. In je naloga države, če lahko tako rečem, da pač izobražuje, a ne, in da ima v primarnem interesu nek dobrobit, ne, z vidika zdravja državljanov. In prav tu so ti pomembni, najpomembnejši razlog, zakaj treba spremeniti to zakonodajo. Samo da pri mladih vedno to težava je, da tudi če ti rečeš, da to ni dobro za njih, recimo, ne, Ja. ti ne dovreli bodo ti rekli, pa kaj boš ti za meni pameten. Ne. To me ful moti, veš, to me skrbi, to ti je razvoj, ki so ga oni imeli že, ne vem, od 5. do 10. leta, ne. Te pa da pride v to fazo, ko se lahko nekaj dobi, ker ima pač, ne vem, kakšna družba ali pa tak vpliv in so neposlušni, ne, v tisti fazi pubertete pa to. Ja, izobraževati. Ja. Čim več govoriti, Ozaveščati, dialoga. Mislim, marsikdo se mora na lastni izkušnji, a ne, opečiti. To je pač spet narava. Ja, to je tudi res, a ne, ja. narava človeka, a ne, smo si različni, ampak sigurno, mislim, spet, če bi se črni trg zmanjšal, če bi se o tem ful več govorilo, če se ne bi toliko diskriminiralo uporabnikov, jaz verjamem, da je bila uporaba pri mladoletnih manjša. Super. Ja, res. Še imaš kako vprašanje? No? Bo tudi to. Oziroma lahko še nekaj o tem marihuana marš, Ja, ne? ja. Kako zdaj, mislim, kako imate plan zdaj, za to ti največji event, kako pritegniti V glavnem, čim več občinstva? Ker marihuana marš to je načeloma politični shod, ne? Tega Ja. organizira študentska organizacija Univerze v Ljubljani, že od leta 2001. Ampak je to ratalo bolj neko gibanje, zato ker ne organiziramo samo političnega shoda, to vsako leto tam promode na 20. aprila, ne, to dobijem dosti očitkov, zakaj na 20. aprila, kao 420, to je kao nek praznik, ne. To je moj rojstni dan, veš. Res. To je nek praznik, ne, za tiste, ki konzumirajo konopljo, no. V tej subkulturi. Je pač, sigurno je kul, če na ta dan, ne, si prvo vsako leto bilo na 420, ne. Vsej smo imeli ta praznika, ne bi narobe razumeti, ampak je bolj pomembno, da spravimo čim več ljudi na kongresni trg. In če ta 420 ne pade na pač nedeljo, ko je velika noč, mi tega ne bomo naredili na 420, ne, tudi letos je četrtek 17. Ker sem pa tev reče, da je marihuana marš eno gibanje za spremno zakonodajo na področju konoplje in za v bistvu izobraževanje, informiranje javnosti, no. Ker res ogromno raziskujemo, organiziramo izobraževalne dogodke, se povezujemo s podjetji, s političnimi strankami, ki hoče z nami sodelovati, torej, ki imamo neko isto vizijo bolj liberalne Slovenije, a ne, networking dogodke, tako. Različne stvari, tudi svojo publikacijo, vsako leto izdamo The Marihuana Times. Kakor sem rekel, so člani ekipe so vsi študenti in vsi več ali manj že skoraj ne zaključni letniki in ima pač ogromno znanja, ne, z področja farmacije. Več se vaš združi, ne, z Tako različnih področji. Tako z različnih področji in pa pač potem se dosti raziskuje, pa tudi piše, ne, strokovne vsebine, ne. Okay. Kako pa izgleda to? Mislim, to imate neke dogodke tudi, ne? Glasbene skupine. Marihuana marš. Ja, to izgleda tako, da se dobimo ob 2 popoldne na Kongresnem trgu, Parku Zvezda. Tam so stojnice različnih podjetij, ki se pač promovirajo, a ne, pa tudi političnih strank, nevladnih organizacij pa tako naprej. In
In ja, tam ima tudi pač študentska organizacija, pa Marihuana Marš v stolnici, ker pač delimo izobraževalne vsebine in tako naprej. In cel čas je pač en velik oder na Kongresnem trgu in je glasba od 2 pa do 10 zvečer. In vsako leto so pač neki znani slovenski in tuji glasbeni izvajalci. Letos je Masaja, Drill, tista Cadillac, Denis in Denis, oni so jugoslovanske synth-pop zvezde, so že starejši od 70 let. V glavnem Sani San, Uminkuna. Tako, to iskreno pritegne tudi potem malo več ljudi. Je pa tu neka forma organiziranja tega protesta za legalizacijo, za spremembo zakonodaje na področju konoplje, ki se je najverjetno so moji predniki tu posvojili od, v bistvu tu je že, ne vem kdaj je bil prvi, mogoče tam 1970, ne vem točno, že kar dosti časa nazaj. In je bil prvi Marihuana Marš, nekje v Ameriki. In je bila forma vedno taka. Mirno protestiranje, v mirnem duhu. Ne blokiraš ulic? Ne, se ne blokira ulic, zmeram neka glasba, neki znani glasbeni izvajalci, tako je malo drugačen način protestiranja, se ne blokira ulic pa tako naprej. Ker tudi, mislim... Ampak v tem času se lahko kadi tam, recimo. Tako bom rekel, mi ne smemo spodbojati kajenja. Aha, ok. Zdaj se pa že upam to reči pač javno, ker smo res na tej točki, da pač zdaj ali se bo spremenila zakonodaja ali ne. Super. To je statement vsakega posameznika, ki prije tja. Jaz to razumem kot statement. Pač vsak posameznik tudi zaveda, da če prišla policija, da bo pač dobil kazen. Ta kazen 20-30 evrov, ne vem točno, koliko je za pač napačno parkiranje za reč. Ampak to je statement vsakega posameznika, da prije tja in s tem on protestira. Da si pač pripali joint na Kongresnem trgu, v centru Ljubljane. To je en statement, Jaz tega javno ne smem spodbujati, in tudi ne bom, ampak to je statement udeležencev, definitivno. Super, hvala. Najbolj res bo posameznika, ker nisi nič kaj večji frajer, če slediš skupini, pa mogoče hočeš tako marsikdaj mlade slediti nekomu. Definitivno. Ker tu se mi zdi pol zdrava mera odgovornosti. Ful dobro. Super. Najlepša hvala, Matej, da si se odzval v vabilo. Veseljem. Pa še zdaj morate za kamero, kako rečemo. Ja. Vso srečo pri izvedbi Marihuana Marš pa legalizaciji. Hvala lepa.